Bitcoin se je končno spustil do 28.000. China is intensifying its crackdown on cryptocurrency. Od tam se je odbil nazaj na 34.000. Yeah, I think this is pretty incredible to watch. Seveda, a glavno vprašanje zdaj se glasi, je to? Effectively closing more than 90% of its Bitcoin mining capacity. Smo končno končali ta padec. Bitcoin is down another 7% right now and is down about half from its peak that we saw back in April. Remember when Bitcoin was above $65,000? Se bomo končno pobrali in končali s tem medvedjim trendom in se končno povzpeli nazaj? Jaz žal mislim, da ne. Well, if I'm going out happy. Lep pozdrav, z vami sem Explicit. To je hitri update dogajanja na kriptotrgu, tako da sploh ne bom zapravljal časa z uvodom, dajmo se kar potopiti v grafe. Pred sabo imamo Bitcoin dnevni graf. Padli smo vse tam nekje do 28.500 in smo se tudi zelo lepo odbili nazaj, da lih toliko, da smo ujeli tale trendline tukile. Prišli smo tudi nazaj do meje 34.000, kjer pa vidimo, da smo imeli že malček težave, kar nakazuje tudi nižji volumen. Tukaj imamo še eno mejo, to je 35.600, ki jo po mojem lahko dosežemo, ampak ne vidim pa moči, da bi jo lahko prebili. Vendar pa je ta graf še kar ok. Kar me najbolj skrbi, je naslednji. Če redno spremljate moj kanal, ste že kar vajeni tega grafa, to je namreč dnevni graf dolgih pozicij nakupljenih z vzvodi na menjalnici Bitfinex. Kje naj začnem tukaj? Imamo all-time high, še nikoli nismo bili više. Že v drugo se riše naraščajoči klin, ta je zdaj še večji in je bearish signal. Dela se nam tudi zelo očiten RSI bearish divergence. Shortsi so se spustili nazaj na normalno raven in ni prišlo do short squeeza, kar tudi pomeni, da je velika verjetnost, da nas doleti long squeeze. Poleg tega jaz na tem grafu vidim ljudi, ki so šli v long pozicije med spusti Bitcoina, saj poznate znani rek buy the dip. Dajte pomisliti, kaj bi bilo, če bi se uničila vira v ta rek, in naj vam namignem, točno to tudi veliki playeri hočejo. Število denarnic z več kot 1000 bitcoini se je v tem času celo še znižalo. In poleg tega tudi po tem grafu vidimo, da bi glede na cikličnost že morali imeti večjo likvidacijo. Prejšnji sta bili 17. aprila in 18. maja. Tržna kapitalizacija altcoinov, dnevni graf. Za las smo obdržali tale trendline kot podporo, bomo videli, kako bo zdaj v prihodnosti. Če pride do še enega spusta, imamo še te pozicije, ki nam lahko nudijo podporo, vendar ne vem, koliko so lahko zanesljive. Če te ne bodo zdržale, nas čaka potem tale, pri tam nekje 389, to je pa vrh prejšnjega cikla, tukaj, in s tem bi ga tudi potrdili kot podporo. Drugi pokazatelj je pa sentiment trga. Še vedno so ljudje s pozitivnim pogledom, ki ponavljajo rek buy the dip. In tudi po komentarjih sodeč, po forumih na Facebooku je še kar nekaj tresočih rok. Tako da bodite varni in bodite pazljivi. To je to iz moje strani za danes, zdaj pa me zanima vaše mnenje. Ali menite, da se motim, sem morda kje kaj spregledal, sem morda preveč zaslepljen s svojim pogledom na stvar. Napišite mi vse dol spodaj pod komentarje, da malček podebatiramo o tem. Všečkajte video, če vam je bil všeč, ali pa mu dajte nevšeček, če vam ni bil všeč. Vesel bom tudi vsake delitve z vašimi prijatelji, če menite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Pa ne pozabite se vpisati na kanal in nastaviti obveščanje, da ne zamudite prihodnjih videov, ker to situacijo kar zavzeto spremljam. Ste se že vpisali? Ok, se vidimo v naslednjem videu.